Pulj se bo zavlekel. Ni prenosa, ta odbor. Kaj to pomeni Nikola, pulj se bo zavlekel? No, ne vem, sem mislil, da bo do 10. Izjava potem, da nimamo odajo ob sebi. Čaki, Židan je ravno črnica do 18:30. 5. konc. 100%. Ali na Židana so prišli živo? On ima izjavo 18:30. Še druga prepozno za... Predsedstvo. Ja, sej, očitno ne razpada. Ne bo, no. Sam prišli si. Ne bo razpada. To je prepevljeno. Dobar dan. Smo? Lahko. Ja, danes pred odločanjem na odboru za finance, ki se bo začelo čez nekaj minut, smo se odločili v Državni zbor prinesti še podpise, ki smo jih zbirali na terenu. Gre za akcijo, ki skuša pokazati, da je tudi volja ljudstva taka, da si želi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tako da po 16 letih, ko so vlade in vse možne stranke obljubljale to ukinitev, ima danes Državni zbor možnost, da o tem odloča. In če že nočejo poslanci koalicije, pa tudi ostali poslušati levice, naj vsaj prisluhnejo glasu ljudstva, ki so podpisali to našo peticijo in podpirajo oziroma si želijo ukinitve dopolnilnega zavarovanja. Koliko podpisov pa je? Podpisov je nekaj več kot 11.600. To je pač tako deklarativna podpora, nima kakšne formalne učinke. Formalnih učinkov seveda nima, je pa peticija izraz neke želje ljudi, ki mislim, da je zelo jasna in trdna, kar se tiče plačevanja teh nesolidarnih položnic. Še vedno ne pristajate na ta kompromis, ki ga LMŠ oziroma zdaj že kar, bom rekla, celotna koalicija skuša nekako nadomestiti, češ da je mnogo bolj finančno vzdržen od vašega predloga? Bolj finančno vzdržen ni, to smo vedeli že takrat, ko so samo idejo predstavljali tega koncepta. Naj še enkrat poudarim, da je naš predlog bil usklajen s koalicijo, tudi kar se tiče finančnega dela, in finančni učinki oziroma finančna vzdržnost našega predloga tudi v časih krize je bistveno bolj trdna kot to, kar predlaga sedaj ministrstvo. Poleg tega, da seveda ohranja to neenakost oziroma nesolidarnost, ker bodo vsi plačevali enako, ne glede na njihove dohodke. Argument koalicije je nekako, da je njihov predlog bolj finančno vzdržen kot vaš, da vaš ni povsem in da ima širšo politično podporo. Kako odgovarjate? Lahko je širša politična podpora, to je pač bilo jasno, ko je že pred časom koalicija rekla, da našega predloga ne bo podprla. Tisto, kar je v tem trenutku ključno, je to, da smo usklajevali dolgo ta zakon, smo ga tudi uskladili, stranke koalicije so se strinjali z njim in tako da gledamo na ta predlog ministrstva kot na slepilni ali pa zavlačevalni manever, ki bo to 16-letno zavlačevanje samo še podaljšal v nedogled oziroma do naslednjih volitev, ko bodo lahko spet vse stranke obljubljale, da bodo ukinile dopolnilno zavarovanje. Ampak kaj to pomeni za vaše glasovanje, če do tega pride o predlogu ministrstva? O tem se zdaj ne bomo opredeljevali, mislim, da je ključna debata še v tem trenutku, dokler ni danes odločanje na odboru, kako bo poteklo glasovanje o naših predlogih. Ana, še ti prosim, kot organizator zbiranja podpisov. Ja, podpise peticije smo zbirali predvsem z namenom, da vladi sporočimo, da ljudje so naklonjeni ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga pri nas ukinjamo že 16 let. Zbirali smo tako podpise preko spleta, kot tudi na terenu po celi Sloveniji in jih zbrali več kot 11.000. Z peticijo pa smo zahtevali to, da se še letos sprejme zakon, ki ukinja položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da se 50 milijonov evrov, ki jih vsako leto namenjamo za privatne zavarovalnice, nameni za javno zdravstvo in da se v zdravstveni sistem prispeva solidarno, se pravi glede na socialni in pa materialni položaj posameznika in pa posameznice. Kaj boste zdaj s temi podpisi, ki boste vložili kam? Predali jih bomo vladi in vnesli v Državni zbor. In kaj pričakujete od tega? Da bo zakon sprejet. Lahko ime pa priimek pa funkcija? Ana Štromajer, članica Levice.
Lahko še eno vprašanje, potem danes po tem odboru za finance vi izstopate iz sporazuma, to drži ali? Mi ne izstopamo iz sporazuma, mislim, da bo, če boste danes ta dva zakona zavrnjena, bo to dokončno sporočilo koalicije, da je prekinila sodelovanje z nami. In je povratek potem možen? Jaz mislim, da bomo težko še naprej sodelovali, glede na to, da smo se trudili predvsem na naši strani spoštovati vsebine dogovora, ki smo ga sklenili s koalicijo, medtem ko na nasprotni strani tega spoštovanja sporazuma ni bilo. Tako da očitno je veliko lažje koaliciji iskati podporo pri Jelinčiču, Toninu ali pa, če je potrebno, tudi Janezu Janši, kot pa se dogovarjati z Levico. Kako pa vidite bolj scenarij za naprej, zdaj po tem današnjem dnevu kako bo izgledala slovenska politika oziroma delovanje? Kar se tiče izredne volitve, ste zainteresirani? Kar se tiče Levice, ne bo to izgledalo nič kaj drugače. Mi bomo nadaljevali z našimi predlogi, tako kot smo tudi nenazadnje konstantno in tudi konsistentno zadnjih 5 let, tako da iz tega vidika se za nas nič ne spreminja. Kar se tiče izrednih volitev, pa mislim, da je zelo malo verjetnosti, da bi prišlo do njih. V koaliciji prihajajo očitki, da s tem omogočate nastanek desne vlade, če se to zgodi? Ta vlada je praktično z določenimi potezami že močno skrenila v desno, tako da te očitki so samo konstatacija dejstva, ki so ga sami pravzaprav povzročili. A sem vas prav razumel, da ste popolnoma zavrnili možnost, da je karkoli dobrega v tem kompromisu, ki ga zdaj koalicija na hitro predlaga? Kot rečeno, tisti predlog smo dobili v ponedeljek pozno po noči. Mi smo se v teh zadnjih dneh še ukvarjali z našim predlogom. Bomo preučili, če je potreba, se bomo tudi morda sestali z ministrom, ampak na tej točki menimo, da je naš predlog, ki je usklajen in tudi bliže tistemu, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, se pravi prenos v obvezno zavarovanje, edina možna oziroma prava rešitev tega vprašanja. Realna politika je teža števila vaših poslancev, kot pravi tudi premier, in po tej logiki bi bilo mogoče ne tako slabo pogledati realno, kaj je možno narediti in potem seveda podpreti tisto, kar je smiselno. Jaz mislim, da politika ne bi smela biti zgolj čista matematika v vsakem primeru, ampak bi morala začeti na neki točki gledati tudi na dejanske učinke, ki jih ima na ljudi. Hvala. Še eno imaš za kanala DDA. Ok. Se tudi za ostale vadite. Lahko še, glede na to, da je bil včeraj izglasovan veto v državnem svetu, verjetno ste zadovoljni. Kaj zdaj naprej? Boste šli še en krog prepričevanja koalicije? Ja, državni svetniki so včeraj pokazali nekoliko več socialnega čuta kot poslanci prejšnji teden. Mi pričakujemo seveda, da ta zakon sedaj pri ponovnem odločanju ne bo sprejet. Večina je bila tesna že pri prvem glasovanju, tako da tle predvsem na poslancih, ki so bili vzdržani, da obdržijo vsaj to pozicijo in da ne povzročijo te velike socialne škode z morebitnim pragmatičnim ali pa kakšnim dodatnim kupčkanjem glasovati drugače, kot so prvič. Tako da na tej točki mislim, oziroma močno upam, da je ta zakon pokopan. Se obeta še kakšna akcija Levice v stilu takrat odbora za delo, ki je trajal 13 ur? Zdaj bo to samo državni zbor še enkrat odločil, tako da takšna akcija ni možna. Mislim pa, da je na tej točki že javnost, civilna družba in nasplošno, da so te pritiski oziroma nestrinjanje, ki je bilo izraženo, že dovolj močno, da takšna parlamentarna akcija v tem trenutku ni več potrebna, rabimo samo še malo zdravega razuma pri vseh poslancih. Ampak, če še vseeno se vrnem nazaj, kako pa potem Levica vidi sebe v nadaljevanju, po tem nesodelovanju oziroma prekinitvi sodelovanja za koalicijo, kako se vi vidite politično prostoru? Vse sem že prej povedal, kot konstruktivna pozicija, kar smo že od leta 2014. Mi smo bili vedno pripravljeni podpirati predloge, za katere ocenjujemo, da so dobri, smo to tudi naredili pri vladnih zakonih. V prejšnjem mandatu, če bodo predlogi dobri, bomo podpirali tudi nadalje. Naš politični program pa je jasen in tudi naši zakonodajni predlogi bodo sledili našemu programu. Lahko samo poveste, na kaj pa ste ponosni pri tem sodelovanju s to manjšinsko koalicijo? Luka Mesec je že večkrat dejal, da vam na semaforju gori samo ena zelena luč, verjetno na minimalno plačo, sprejem oziroma zvišanje. Kaj še? Gotovo minimalna plača, ohranitev višine socialnih pomoči. Zdaj ostalo je pa bolj kot ne bolj mlačno bilo v zadnjih mesecih ali v zadnjega pol leta. Tako da recimo, da smo vsaj deloma uspeli popraviti to minimalno urno postavko za študente,
ki je sicer, na kateri sicer tudi bil veto izglasovan, tako da pričakujemo tudi, da bo tle ostala podpora. Tako da neki manjši kozmetični popravki v tega zadnjega pol leta so se zgodili, ampak ja, ključna stvar je bila minimalna plača, ki smo jo uspeli izboriti. Hvala. Ful netaktično pusto tle, ne? Se strašno zmanjšiti, ker sem takole napisala.